Gospod z vami in s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gore v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijovo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je ta slišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je bila polna svetega duha, na ves glas je vzkliknila in rekla: Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Odkot meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od veselja zganilo. Blagori, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Bratje in sestre, adventni čas je čas priprave, čas razmišljanja in predvsem naše spreobrnitve. Je torej čas odločitev in čas, ko gledamo svoje življenje predvsem v Božji luči. In tudi letošnji advent se počasi izteka. Le še nekaj dni nam ostaja, da svoje srce osvobodimo tudi bremen krivde, ko v dobri božični spovedi tudi svoje srce očistimo in pripravimo za jaslice Gospodu. Janez Krstnik je ljudem naročal: zravnajte Gospodovo pot. Ta klic nas vabi ves adventni čas, da se odpravimo na pot poglobljenega duhovnega življenja, da pričakujemo Božje rojstvo in da se to uresniči predvsem tudi v naši notranjosti. V današnjem prvem berilu beremo presenetljivo napoved preroka Miheja iz Stare zaveze v luči odrešenske zgodovine za prihodnost. Ta je zapisal, kot smo prebrali: Ti, Betlehem Eufrata, majhen si. Besede, s katerimi nas nagovarja in kaže pomembnost tega, kar se bo zgodilo. Zgodovina, ki smo se učili v šoli in jo poznamo iz knjig, je večkrat le zgodovina močnih, mogočnih, zgodovina zmagovalcev in mnogih oblastnikov. Človek občuduje moč, uspeh in slavo. Kdor ima in kdor je močan, tega v družbi spoštujejo in ima ugled. Takšno je človeško gledanje. Toda Bog ne gleda na zunanjost, ampak na človeško srce. V zgodovini, ki jo piše Bog, ima to mesto vsak človek, ne glede kakšen je, najmanjši, najbolj slaboten ali pa tudi velik in mogočen. Bog daje slehernemu človeku njegovo osebno dostojanstvo in s tem tudi posebno poslanstvo. V času stiske, ko je bila Samarija uničena, se prerok Mihej obrne na daljno preteklost, na to, kar so že Izraelci pričakovali, k samemu izvoru kralja Davida. Ta pa izhaja iz Betlehema, iz Euframevega rodu. Betlehem je najmanjši med Judovimi tisočnijami, vedno v senci mogočnega Jeruzalema. Zato v skladu z obljubo od tam pride Izraelov pastir. Izide tisti, ki bo vladal vsa ljudstva, tisti, ki je pričakovanje vseh narodov. In ko bo stiska izgnanstva minila, bo ta vzpostavil vesoljno kraljestvo miru, takšnega, kakršnega si Izraelci želijo. Smo v računalniško-informacijski dobi in hitimo in preračunavamo, kaj se nam bolj splača. Kdo bo večji, kdo bo bolj pomemben, kdo bo kaj hitreje slišal. Tudi večkrat, če smo iskreni, darujemo s preračunljivostjo. Lažje v našem življenju nekaj dati, kot pa resnično podarjati samega sebe svojemu bližnjemu, da se na tak način tudi sami upravičimo. Toda Bog nas nenehno znova v tem adventu vedno in povsod vabi k osebnemu zaupanju in darovanju. Jezus nas osvobaja te preračunljivosti.
In k temu nas lepo spodbuja tudi drugo berilo, ko pravi: žrtve in daritve nisi hotel, a telo si mi pripravil. Prihajam torej, da bom izpolnil tvojo voljo, Gospod. V teh besedah sta torej razkrita duh in poslanstvo samega prihajajočega Mesija, ki prihaja na ta svet. Njegovo telo, ki ga je Bog ustvaril, bo predmet daritve pokorščine. Staro zunanje daritev v človeški zavezi z Bogom je ukinjena, da bi človek sam postal živa daritev Bogu in svojemu bližnjemu. In to, kakor besede pravijo, velja enkrat za vselej tako, da zavezo dovrši in da nas vse tudi odreši. V Lukovem evangeliju pa se danes veselimo ob srečanju dveh mater, Marije in Elizabete. Lahko bi rekli, ene iz stare zaveze, druge pa že iz nove, ki se med seboj povezujeta. Obe se dotikata samega središča našega odrešenja in tudi obe prinašata življenje. Varujeta življenje in veselita se tega življenja, zato Sveto pismo navaja, da sta tudi srečni. Elizabeta sprejme v svojo hišo sorodnico Marijo. Napolnjena Svetim duhom jo pozdravi: blagoslovljena ti med ženami, kar pomeni z drugimi besedami izvoljena in posebej izbrana. Pod srcem nosi otroka, ki združuje v sebi vse čase, ki se vanj stekajo, vsa hrepenenja, ki se v njemu dejanjajo, vsa preroštva in vsi upi, ki se v tem otroku tudi izpolnjujejo. Vsi kraji sveta so vanj uzrti. Karkoli je, ki je lepega, dobrega in resničnega, se v njem tudi ogleduje. In tudi zgodovina dobiva v njem svoj smisel in celo štetje let se začne z Jezusovim rojstvom. Otrok v Elizabetinem telesu se torej zgane. Skrivnostno čuti, da je davno napovedan in težko pričakovani resnično tukaj že navzoč. Ko odraste, mu bo Janez Krstnik pripravljal pot, krstil ga bo, vzgojil bo prve učence, zanj bo trpel in tudi pred njim dal svoje življenje. Od veselja nad vsem tem zadrhti v materinem telesu. Blagori torej, ki je veroval. Zato se danes tudi mi radujemo in blagujemo Devico Marijo. Kajti kdor nima vere, ostaja resnično sam. Prisiljen je živeti brez smisla, brez upanja. Če pa smo verni, imamo na svoji strani Boga, ki je Emanuel, Bog z nami. Nekoga, ki mi je bližje, kot sem sam sebi. Nekoga, komu lahko zaupam, ga ljubim, mu izročam sebe, svojo sedanjost, pa tudi v njegove roke izročam svojo prihodnost. Marija je bila blagrovana, ker je imela takšno veliko vero, da je razumela v polnosti, ko se je to zgodilo, kaj Bog pričakuje od nje. Ta oddaljeni Bog je postal blizu, z njim se je pogovarjala, iz njega in tudi zanj je živela človeško življenje in se mu tudi popolnoma darovala. Spočela ga je najprej v srcu in se tako pripravila, da ga je mogla sprejeti in tudi spočeti pod srcem. Tako se je izpolnilo, kar je bilo napovedano, kar so upali in pričakovali vsi preroki stare zaveze. Zato znova vzklikamo blagori, ki je veroval, in hkrati tudi blagor vsem tistim, ki prisluhnemo in tudi sami verujemo. Kajti vsakdo, ki veruje in sprejme Božjo besedo, z gotovostjo obrodi tudi njene sadove. Tako naj prebiva vseh nas Marijina duša, da bi proslavljali našega Gospoda. Naj v nas tudi prebiva Marijin duh, da bi se mogli radovati v Gospodu, našem zveličarju. Marija nas z besedami, ki pomenijo veselje in prinašajo upanje, vedno znova vabi, da pripravljamo svoje srce za Gospoda, da bodo kot mehke jasli, kot zibelka, ki jo mati pripravlja za svojega novorojenega. Tako, bratje in sestre, Božič ni nekaj samodejnega, ne zgodi se kar samo od sebe.
Začel se je s privoljenjem Device Marije in njenim rojstvom Jezusa Kristusa. Toda vsak izmed nas mora z gotovostjo prispevati svoje, da bo vera v svetu tudi v resnici po njem postala meso. Zato posnemajmo našo nebeško Mater Marijo. Kralja, ki prihaja, pridite molimo, osebno, z vsem srcem, vso dušo in vsem svojim mišljenjem. Amen.